Dober dan. Začenjamo z našo 20. Zoom kavico, tako rekoč jubilejno, pa eno najposebnejših verjetno v teh ciklusu. Javljamo se iz Okroglega, iz našega doma Vdiha. Tukaj imamo dneve kulture slepih in slabovidnih. Z menoj sta tukaj na moji desni je Janez Kermc, ki je zadolžen za kulturno dejavnost na zvezi, pa Damjan Janežič, ki je tukaj lokalni turistični vodič, zgodovinar in tako naprej, bomo še ga spoznali. Seveda na prvem mestu moram pa vsekakor pozdraviti gospoda župana občine Naklo, Ivana Megliča. Dober dan, gospod župan. Ja, dober dan. Tudi lep pozdrav v mojem imenu občanov in občank občine Naklo. Torej, lep sončen pozdrav iz Nakla. Jaz se vam zahvaljujem, da ste z nami, vem, da ste zaseden, ampak glede na to, da ste po srcu kulturnik, vam verjetno ni bilo težko priti k nam gor. Z veseljem, brez skrbi. Na Okroglo pridem rad pogledati, tako da se še kaj vidimo. Ja, mi da se še danes vidimo v pol treh, se vidiva. Ko bomo sadili bobovc, to bo en tak kulturni drevešček, tamle na začetku bomo potem bomo prišli gor kulturo, bomo tako obredno zaplesali okrog njega. Naj povem, da smo letos prvič v okviru tedna ljubiteljskih kultur in je tudi ta dogodek, sajenje tega bobovca je kot ena od akcij javnega sklada za kulturo Kranj. To vsako leto posadijo nekje, in letos bojo tukaj pri nas na Okroglem. Jaz bom dal besedo zdajle Janezu Kermcu, Janez se bova presedla, da bo Janez povedal še kako zadevo, da nas bo pozdravil. Vsi prav lepo pozdravljeni. Dnevi kulture potekajo letos 4 dni zaporedoma, kjer je vključeno razne delavnice, od slikarjev, naših slepih in slabovidnih, glasbenih ustvarjalcev, fotografov, potem pa tudi ostalih, ki sodelujejo na vseh teh prireditvah. Moram povedati, da smo letos tudi je bila pripravljena oziroma in že postavljena razstava slepih in slabovidnih likovnikov. Tokrat ni bilo to, se ni to zgodilo v našem domu na Okroglem, temveč v kulturnem domu v Naklem, tako da je ta razstava dostopna na ogled tudi širši javnosti. Ta razstava bo odprta do 19. junija, tako da se bodo lahko tudi krajani občine Naklo to razstavo lahko ogledali. Skratka, udeležba je tudi velika, kar kaže, da je vsako leto večje zanimanje oziroma zanimanje posameznikov, da se predstavijo bodisi v poeziji, pisanju, glasbi, fotografiranju, pa likovnem ustvarjanju. Letos bo tudi gledališka dejavnost predstavljena, tako da je širok izbor za vsakogar, ko hoče to kaj videti oziroma spremljati. Toliko zaenkrat. Zdaj bi pa jaz gospodu Megliču dal, gospod župan, dajte malo predstaviti vašo občino, sicer zgodovinsko jo bo Damjan, pa turistično, pa vi pa povete malo kot župan, koga vodite, predstavljate. Ja, hvala za tole vabilo, vesel sem, da sem danes z vami. Torej, občina Naklo nekako šteje 5400 prebivalcev. Površinsko ni velika, samo 28 kvadratnih kilometrov, tako da je nekako taka primerna za obvladovanje. V občini deluje osnovna šola, samostojna osnovna šola, potem vrtec 16 oddelčni in pa biotehniški center, ki ga obiskuje skoraj 900, pa mogoče še kakšen več dijakov.
Tam noter se izobražujejo za razne kmetijske, prehranske, okoljevarstvene poklice. Potem je tudi gimnazija in pa višja strokovna šola, tako da smo ena redkih občin na Gorenjskem, ki ima nekako na tak način razvojeno dejavnost. Želimo se poskušati tudi v turizmu. Imamo en kar precej velik hotel, nekaj ponudnikov turističnih sob, imamo spominski park, pa zdaj bi želeli, da bi bil to krajinski park Udimboršt, kjer so čudovite poti za sprehajanje, potem mimo nas teče reka Sava, Tržiška Bistrica, ob tej Tržiški Bistrici imamo tudi en avtokemp, to, kar se tiče turizma. Torej imamo tudi 3 cestne priključke na avtocesto, se pravi, imamo izredno dobro povezavo s svetom. V Naklo pride tudi železniška proga, zdaj se potegujemo, da bi tudi potniški promet pripeljali nazaj v našo občino. Potem imamo v občini tudi kar razvito poslovno dejavnost, industrijo, imamo močno industrijsko cono. Žal, taka industrijska cona prinese tudi nekaj težav. Ena od teh je zagotovo Dinos, ki v industrijski coni predeluje koristne kovinske odpadke, in pa potem na severnem delu imamo tudi eno asfaltno bazo, ki tudi malce greni življenje nekaterim prebivalcem. Tako da nimamo same lepe stvari. Imamo kar bogato kulturno dediščino, to bo, jaz mislim, Damjan boljš predstavil, ker se s temi stvarmi bolj ukvarjal. Mislim, da v naših krajih živijo zadovoljni ljudje in da z veseljem prebivajo v naših krajih. To vidim tudi potem, da je velik interes za nakup stanovanjskih parcel, ki jih je pa na žalost zelo malo. Se pa predvideva v prihodnosti gradnja enega takega majhnega večjega stanovanjskega naselja v opuščeni stari asfaltni bazi. Tam pričakujemo nekje 300-350 novih stanovanj, tako da v prihodnosti se bo občina Naklo, kar se tiče prebivalcev, še povečevala. Imate tudi kulturne društva, a ne? Imamo tudi, ja, mislim, da nekih 13 kulturnih društev, ki se ukvarjajo s kulturo. Seveda imamo za pogledati kar nekaj stvari. Tukaj so verjetno v Naklem najbolj prepoznavna ta taborska cerkev Žalostne Matere Božje v Podbrezjah. Vsak, kdor se pelje skozi našo občino, to cerkev vidi na hričku tam na severozahodu. Potem imamo en muzej, Vogorevo hišo, potem imamo Greščino, je tudi galerija, v kateri se... Mitja, prosim, izklopi. Iščem. Stave. In pa seveda potem imamo tudi 3 kulturne domove, v katerih se dogajajo potem kulturne prireditve. Tam v Naklem je seveda zdaj tudi zelo popularna Pavlinova galerija, v kateri se odvijajo skoraj tedensko različne razstave. Cel kup kulturnih dogodkov, turističnih dogodkov, tako da nam ni dolg čas. Sem prav vesel, da ste se odločili letos s to kulturo slepih in slabovidnih priti v našo občino. Jaz sem bil, mislim, da 2 leti nazaj na enem krasnem predavanju gospoda Bavčarja, ki je tudi prišel na obisk v našo občino prav s pomočjo vaše zveze. Ja, hvala. No, sej to sem jaz že tukaj 23-24 leto hodim gor na okrogle in sem si zmeraj želel najti kak stik z občino oziroma z domačini, ampak je pol vse nekako je tako šlo, tako da nekako smo rekli, zdaj imamo pa kulturniki, imamo tudi kaj pokazati, vi imate kaj pokazati in bi bilo fajn, da tole začenjamo sodelovati. Letos lahko pohvalim, da smo zelo dobro štartali, bili smo na BC Naklo, Biotehnični center Naklo, smo imeli enourni pogovor z dijaki,
včeraj, ko smo imeli tale posvečen večer Francu Piberniku, so bili tudi učenci iz VC Naklega prisotni zraven. Osnovna šola je prišla včeraj, je imela nastop. Danes bomo z Lik Naklo pa z župani sadili. Skratka, jaz mislim, da je to začetek enega dolgega in lepega prijateljstva. Jaz moram reči tudi, da recimo prav v tej času, te korone, ko je bil ta vaš dom nekako manj oblegan ali pa manj dejavnosti bilo tukaj, smo se tudi pogovarjali, da bi tam naredili neko rdečo cono za ta naš dom starejših občanov. Tako da smo tudi nekako, se mi zdi, začeli tudi na gospodarskem področju sodelovati in tudi mogoče v poletnem času, če bo tam kaj prostih kapacitet, pa to bi lahko tudi, da vam pomagamo kakšno stvar pofilati, da se bo zadeva tudi finančno lažje obračala. Ja, no, mene veseli, se mi, da smo oba iz tisti časov, ko smo imeli probleme z nastavitvijo. Vi ste bili, mislim, takrat podžupan, jaz sem pa bil tukaj, ko je hotel občina Naklo tukaj nekoga naseliti, pa je bila postavljena taka cena, da je bilo nemogoče se pogovarjati. Da je bilo kar ena zemira strani vašega bivšega župana. Ampak dobro. Zdaj mislim, da smo te stvari presegali in da mislim, da kar lepo sodelujemo. Ja, če smo sosedi, je fajn, da se dobro zastopimo. To, kot pravijo, sosed ti je bližji od brata. Ja. V redu, jaz bi zdaj predstavil Damjana. Se pol boste še ostal z nami, še imate čas, če bo še kdo kaj vprašal. Bom do konca z vami, tako da ta kava gre lepo skozi. Čeprav jaz si jo ne upam zelo prvošiti, ker potem ne bom mogel spati v službi. V redu. No, se je tale kavica, glede na to, da imamo tukaj precej dela in vse te stvari, bo krajša, kakor običajno. Običajno ta kavica traja tam tudi 2 uri, tako da bomo tudi na koncu že za lepoto pijemo. No, in bom jaz zdaj kar Damjanu predal besedo. Tu sem si malo pripravil ene zadeve. Ta mečke. Problem je, če je tako malo konfuzen, doma v Zrubi si to lažje pripravi. Torej, Damjan, jaz se bom umaknil, ti se boš usedel sem, pa bomo jaz levo, desno bova šla. Evo, kar pozdravi naprej. No, lepo pozdravljam vse, ki gledajo tole Zoom-kavico. Petkova Zoom-kavica. Torej, kot sem že rekel, vse se slišimo, Ja. Kot sem že rekel, Damjan je ljubiteljski raziskovalec naklanske zgodovine, biografij pomembnih naklancev, zapisovalec folklornih in spominskih pripovedi, pripravlja tudi razstave zgodovinsko tematiko. Sem kaj pozabil povedati? Ja, v glavnem to. Je to, ne? Ja, na splošno, kar se vso zgodovino. No, tako, zdaj pa, a lahko poveš malo več o svojem delu? Kaj je pravzaprav? Ti si po poklicu, kaj si? Ja, po poklicu sem tiskar, ukvarjam se s tiskarstvom, ampak vse od srednje šole me je že zanimala ta naklanska zgodovina, pravzaprav tudi na splošno cele občine, ne samo Naklega. In od leta 2003 sodelujem tako rekoč pri vseh knjigah, ki izidejo. No, imam pa še za 2 ali pa 3 knjige tudi pripravljenega gradiva, pa vsak dan nastane kaj novega. Tako da tega ne bo zmanjkalo. Pri enih 7-8 knjigah sem že sodeloval, v nekaj zgibankah, pri enih 5 razstavah. Pa potem tudi fotografiram za svoje fotografije posnamem. No, potem pa sem tudi lokalni turistični vodnik. Tudi Naklo gledati, razkažem z veseljem. No, potem pa že počasi zmanjka časa. Najlepša hvala. Zdaj bom poslušala, pa se pa drugič slišva, prav? Hvala ti.
Jaz sem povedal zdaj to prvo. Ja. To je tako kot tukaj. Albina, prosim, če izklopiš Prosim, mikrofon. kaj praviš, Dušan? Izklopi mikrofon, ker me smotiš. Aha, prosti. A veš, nisem mogla priti noter in bom takoj naredila. Takoj, res. V redu. Kaj sem hotel vprašati? Neč, povej pravzaprav, kaj je v Naklem zanimivega. Če greš mimo cesti, ni nič za videti. Ja, če greš po avtocesti, vidiš samo oglasne panoje. No, to je vse. Moraš zaviti dol. Tako kot je že gospod župan povedal, imamo 3 izvoze, samo okrog Naklega 2 in samo 2 kilometra do središča vasi. No, tam imamo pa že kaj za videti. Naprimer imamo lokomotivo, muzejsko lokomotivo, zadnjo, ki naj bi vozila po progi Kranj-Tržič, razstavljeno. Potem župnijsko cerkev, ta je baročnega stila, zelo lepa, pravijo umetniki zgodovinarji v tem delu Gorenjske. Ima 5 oltarjev, enega glavnega je naredila Vurnikova delavnica v Radovljici, ostale pa kranjska delavnica, Vrbnikova delavnica. Tudi Leopold Lajer je naslikal eno sliko predaja ključev apostolu Petru. No, okolica je pa lepo urejena v park, tako da se tudi lepo sprehoditi okrog cerkve. No, potem na Polici imamo muzej mlinskih kamnov, tam je družina Puhar, poznate vsi tega znamenitega izumitelja fotografije na steklu, no, njegovi daljni sorodniki so tam 300 let izkopavali ta kamen in izdelovali mlinske kamne. To zdaj sosednja kmetija je uredila v muzej in si ga lahko ogledate. No, potem je tu na Okroglem vila Zveze slepih, ki jo je zapustil Tomo Zupan slepim. No, v njej smo oziroma že predlansko leto postavili stalno razstavo o Tomu Zupanu, ki sem jo pripravil, tako da zdaj lahko vsak vidi, kdo je bil ta Tomo Zupan in zakaj je vilo zapustil slepim. To se pravi, potem seveda ne smemo mi v galerijo, v kateri smo letos uspeli pripraviti mi razstavo, prvič s leti sladovidni. To je v domu Janeza Filipiča, v kulturnem domu v Naklem, ki se imenuje po nekdanjem župniku, ki je v tistem času je bil dom zgrajen. No, v njem je pa zdaj galerija, Pavlinova galerija. Jožef Pavlin je bil kamnosek, odličen kamnosek, ki je delal v Vurnikovi delavnici v Radovljici. Sicer je bil pa doma v Naklem. Zdaj, če kdor pozna Radovljico, lahko sredi starega dela trga vidi vodnak, no, na njem je pa en deček z medaljonom Josipine, ki je podarila Radovljici kar nekaj denarja, Josipine Hočevarjeve. No, to je njegovo delo, eno od tega. Drugače pa tudi z arhitektom Vurnikom so naredili oltar pa opremo za škofijsko kapelo v Trstu. Zelo lep secesijski oltar, če ste ga že kje, težko dostopno, ampak na slikah se pa vidi. No, tako da pa še veliko drugih del je naredil, da nam zdaj predolg. Po njem se ta galerija imenuje. Kulturno-umetniško društvo Lik Naklo je pa pred 5 leti, predvsem njegova predsednica Alojzija Murn, je zelo zavzeta in tudi veliko dela opravi. Začel z galerijsko dejavnostjo, predvsem s slikarsko dejavnostjo, ker je gospa Alojzija slikarka. No, potem kakšna zgodovinska razstava pride, tudi kiparska, tudi šolani slikarji pa kiparji so že razstavljali. Vedno, to je skoraj vsak mesec ali pa 10 mesecev v letu je kakšna razstava. Potem pa naredimo otvoritev, no, zdaj v koronskih časih malo manj, ki se ne more toliko. Obenem pa predstavimo tudi kakšno naklansko jed.
No, to sem hotel vprašati. Ja, boj, da se je cesar Franc Jožef stavil tukaj, pa klobaso jedel. Ja, po stari ljudski pripovedi naj bi se v Naklem ustavil sam cesar Franc Jožef. Ura je bila ravno poldne, pa je rekel kočijažu, v prvi gostilni se ustavil, da bomo kaj pojedli. No, pa so se ustavili pri Kovaču Naklem, tako se reče po domačem prvotni Marinškovi gostilni. No, tam pride pribočnik do gostilničarja, vpraša, kaj imajo, pa prav, ja, samo hišne klobase. Tam so res v prvi polovici 20. stoletja še naredili ogromno kranjskih klobas. No, tako da pa se je cesar vseeno ustavil, samo hišne klobase, tako, no. Se cesar res ustavil, pa pojedel to klobaso, ki jo pa poskusil, pa navdušeno vzklikne, to pa ni navadna, ampak kranjska klobasa. No, in mi bomo to kranjsko klobaso, mi smo na teh naših, bomo rekel, naklanskih dnevih kulture oziroma okroglih, smo že parkrat probavali, jedli. Letos bomo pa posebej jedli bomo tako imenovane naklanske žepke, ki jih pripravlja naša Stanka s posebno marmelado. Bom pol recept povedal, ga moram iti poiskati. Res je posebna, specialna marmelada. In pa še ena novost je, ki je pa čist najnovejša. Dekleta srednje šole BC Naklo, Biotehničnega centra Naklo, so dobile nagrado za mafine s kranjsko klobaso in gre to, in mi bomo prvi, ki bomo to sprobali. Danes popoldan. Če lahko tukaj dodam, prvo jed z osnovno sestavino kranjsko klobaso, a ne danes ne moremo več samo kašo pa polento pa tega ponujati turistom, ampak iz starih jedi zasnovati kakšno novo. No, tako je predsednica društva Alojzija Murn najprej zasnovala naklansko potico s kranjsko klobaso, to je bolj na slan način. No, potem nas je bilo pa že več sodelavcev in sodelavk, so pa prišli na vrsto tudi deli naklanski žepki z medom, s čebulno marmelado, pa čilijem. No, potem klobasni zavitek je tudi med drugim smo ga recept naredili. No, potem zdaj najnovejši pa, kot je rekel gospod Dušan, so pa teli naklanski mafini. To so pa dekleta na Biotehničnem centru v Naklem naredile recept, pa ga predstavile zdaj na tekmovanju Turizmu pomaga lastna glava. In zasedli drugo mesto med vsemi šolami, ki jih je bilo, mislim, da 24. Ja, seveda danes popoldan predstavljamo enega od pomembnih naklancev, Voglarja. Ja, Voglarja, ja, točno, Voglarja predstavljamo. Če dovolite, bi se še jaz vključil. Ja, izvolite. Ko se že pogovarjamo o hrani, sigurno ne smemo mimo znamenite podbreške potice, ki prav tako izhaja iz naše občine in sicer z naselja Podbrezje. Podbrezje so pa znane v naših krajih in tudi daleč naokoli po sadjarstvu. Tam je pred 200 leti deloval gospod župnik France Pirc, ki je potem šel v misijone v Škofu Baragi in ta misionar Pirc je nekako v Podbrezje pripeljal sadjarstvo. In to sadjarstvo še danes v Podbrezjah zelo lepo uspeva. In ta podbreška potica ima to posebnost, da je nadev naribano suho sadje. Tako da je to taka, kako bi rekel, lahka, osvežujoča jed, mogoče nekoliko drugačna kot orehova potica, ki je precej bolj nasitna in mogoče tudi težja za prebavo. Tako da to, ko smo že pri prehrani, je tudi skoraj obvezno poskusiti, če pridete v naše kraje. Super, bomo probali drugo leto. Super.
Kaj sva še hotela reči? Pa še naklanski žepki. Zdaj, če koga zanimajo naklanski žepki, Voglarjeva solata in pa naklanska potica, lahko dobi recepte pri meni. Tako da to. Rekla sva, da bova še neke druge znane. Ja, lahko tudi. Pa danes bo predstavljen doktor Voglar. O njem pa stavka, ja. Letos mineva 370 let od rojstva doktorja Gregorja Voglarja. To je bil doma v Naklem, na premožni kmetiji. No, potem je bil pa na prelomu iz 17. v 18. stoletje 26 let osebni zdravnik ruskega carja Petra Velikega. No, imel je to srečo, da ga v tistem času je veliko tudi zdravnikov pobrala kuga. Kuga je razsajala po Sloveniji, po Evropi in on je pa imel to srečo, da ga nikoli ni dohitela. Zmeraj, najbrž srečo mu, da je všel ji in tako je tudi prišel na pobudo avstrijskega cesarja na ruski dvor. Tam doživel upokojitev in se po upokojitvi vrnil domov. Preživel še 1 leto v Kranju, no potem pa v Kranju umrl. Mi ga štejemo za enega, če ne celo najpomembnejšega naklanca oziroma občana, ki je pa premalo znan. Bo treba še veliko promocije narediti okrog njega. In v zvezi z njim tudi v naklanski gostilni Marinškovi, kjer se je ustavil cesar, nekoč predstavljajo Voglarjevo solato po imenu. Danes popoldne bo pa tudi prvič postrežen Voglarjev čaj, ga je zasnovala naša predsednica Alojzija Murn in se bo imenoval po njem. Poleg tega imate Toma Križnarja, ki ga vsi poznamo. Ja, ta je pa borca za Nubije. Ja, on se pa predvsem posveča Nubam v zadnjem času, tudi nekaj knjig je izdal, kamere pošiljati v Sudan. Je pa težko ulovljiv, jaz sem ga pred leti vabil, pa je rekel, on je skozi na poti. Pa je rekel, ne vem, sem rekel, ja pa bi se čez pol leta zmenila, ja ne vem, kako bo zdaj to. Pa če povem eno kar resnično anekdoto, on pride pa gre. Niti ne zaklene avta in hiše, potem sosed za njim zaklene pa pospravi ključ. Tako je skozi na poti. Ja, skozi na poti. Ja, nekaj smo se res pogovarjali. Ja, z veseljem pridem. Je rekel, ni problem, to je tam blizu mene, takoj pridem in pol, ja, kdaj pa, ja, to pa ne vem. Ok, to bo Zupana poznamo, to po Zupana smo že dosti govorili, pa še bomo, sploh zdaj z Damjanom pripravljamo eno manjšo knjižico, zato da bomo lahko tukaj ljudem, ko bi prišli na obisk sem, da bomo lahko dali, da bojo videli, kdo je ta Zupan, Tomo Zupan. Potem je Jožef Pavlin. No, o tem Pavlinu sva že prej rekla par besed, o njegovih, po njem se imenuje galerija v kulturnem domu. Jožef Pavlin je bil rojen v Naklem, potem je pa odšel po osnovni šoli na šolanje v Urnikovo v Radovljico, kjer se je v Urnikovi delavnici izučil za odličnega kiparja. Nekaj še na umetnostno obrtno šolo, tudi jo je naredil, hotel na univerzo, na fakulteto, ampak tam pa ni bil sprejet. No, potem je s Ivanom Vurnikom mlajšim potoval po Avstriji, po Italiji, sta se ogledovala cerkve pa druge pomembne spomenike. Po njegovi smrti pa, kjer pri Vurniku razen arhitekta Ivana Vurnika ni nihče, pa še eno sestro imel, drugi otroci pa niso preživeli, ni bilo nikogar, ki bi to delavnico prevzel, je leta 1911 delavnico tudi prevzel in je uspešno vodil samo 3 leta, na žalost, ker je potem bil poklican v Prvo svetovno vojno in leta 1914 v Galiciji tudi padel. No, s tem je pa tudi Vurnikova delavnica počasi potem zamrla.
Ma pa, tako kot sem že prej rekel, v Trstu, to je najpomembnejše skoraj delo arhitekta Ivana Urnika, pa te delavnice, ki je načeloval takrat Jožef Pavlin. Tam so naredili v Škofijski kapeli vso opremo z oltarjem, mora reči v secesijski slogu. No, potem v Naklem imate pri Španovi kmetiji kip njegov v kapelici, druga dela v Naklem ni, no, v Radovljici ima dva dela, v cerkvi so naredili takrat oltar in je osrednja Marija njegovo delo, jo je sklesal, pa na trgu, na tem vodnaku je tudi njegov deček. No, potem pa to pa večino ljudi znano na Brezjah, na vsakem oltarju, to je vse oltarje so izdelali, pa kipe v Urnikovi delavnici in vsak oltar ima vsaj en kip, glavni pa tudi kakšne 3-4 njegove, ki jih je on izklesal. Ja, jaz sem zdaj malo končal z vprašanji za Damjana. Zdaj, Damjan, še boš kaj povedal ali boš počakal na vprašanje? Ja, po moje kar na vprašanje počakam, ja. Jaz se bom zdajle priklopil na mobi, tega še nismo počeli, pa bom šel malo tukaj po delavnicah okrog, zdaj bi prosil Braneta pa Anjo, da malo prevzameta komando, Anja verjetno to obvlada, malo boljše in da bi pol ona prevzela besedo, pa če bo kdo kakšne roke dvignil, pa te stvari bo znala, jaz se bom pa priklopil, pa se opravičujem, ker se bom priklapil, če bo kakšni glasovi čudni ali pa preklinjanje. No, tako da, Anja, prosim, pa Brane, jaz bom pa priklopil, pa grem malo po posestu pogledati, kaj delaj, da vam malo predstavim. Ja, kak se pa zdaj tisti, ki bo javil, kak dobi glas, naj pritisne. Ja, tako, ko bo kdo, se bo Anja prevzela, ko bo videla, da je kdo roko dvignil, mu naj da besedo, znaš to, Anja, ne? Ja, ne vem, kam moram pritisniti. Ja, ne, se ko boš videla, da kdo roko dvigne, pa boš. V redu. Bo pojavilo, se bomo videli, če ne pa utišaj, pa eno po eno daj besedo, no. Kar izvolite s vprašanji, jaz bom pa grem. Gospa Slavica se je davno javila. Tako? Slavica, evo. Dober dan, se slišimo. Da. Mislim, da bo šlo vprašanje direkt gospodu županu. Jaz sem sama odraščala v eni taki sredini urbani z nekim podeželskim pridihom, pa je bilo ravno tako veliko raznih organiziranih dejavnosti, kot jih ima Naklo, tako da sem kar malo favš danes tistim, ki tam na unem območju živijo, in tudi ko sama lokacija se mi zdi res perfektna. Pa me zdaj zanima, gospod župan, a ta individualizem še ni prišel v vaše kraje? Ker navadno v vseh področjih že fajn ruši tisto sožitje nekdanje, socialistično bomo rekli. Pa me zanima, kako se prišleki potem vključujejo v te aktivnosti, ali gre bolj za delovanje tega avtohtonega prebivalstva, pa mladina me zanima. Vse posod se jamra, da se mladina ne vključuje. Tako da to, prosim. Ja, drži, to imate kar prav. Tudi ta individualizem se vse bolj razrašča tudi v naše kraje. Predvsem tukaj pogrešamo res vključevanje prišlekov, ki prihajajo v našo občino. Na srečo je prebivalstvo še kar dovolj avtohtono, da ni preveč takih kot drugje. V teh društvih dejansko delujejo predvsem starejši, to je tudi problem, mlajše je težko vključevati, mogoče še največ jih to uspeva pri gasilcih, tam so mladi zelo vpeti v to dejavnost, to smo tudi veseli, zato tudi gasilcem posvečamo kar precej priložnosti. Zdaj imamo kar nekaj investicij v nova gasilska vozila. Potem smo zdaj začeli z gradnjo ali pa z urejanjem novega nogometnega igrišča,
ker nogomet je bil v Naklem svoje leta zelo popularen, mi smo bili celo enkrat jesenski državni prvak. Zdaj ta zagnanost za šport je nekoliko uplahnila, ampak jaz računam, da z novim igriščem pa z boljšimi pogoji, da bo tudi tukaj mladina se vključila. Na področju kulture pa se mladi največ udejstvujejo na področju folklore. To smo tudi veseli, imamo eno odlično folklorno skupino Podkuca, ki združuje kar nekaj teh starostnih skupin, od najmlajših do članske skupine. Zdaj pa res ta korona je naredila majhen zastoj tudi v delovanju kulture in bomo mogli kar precej naporov uporabiti, da bomo ponovno zaaktivirali to dejavnost, predvsem pri mladih, ki so se nekako zdaj omejili ali pa omejili na ekrane, da so se bolj zoomirali. Potem imamo tudi mladinski športni park, kjer se mladi združujejo. Včasih so se majhen bolj po gozdovih preganjali, zdaj tam razstajajo klopi pa te nevarne vozne živali. Tako da imamo zdaj tudi tak mladinski športni center, kjer se s kolesi, s skiroji, s rolerji preganjajo in to so zdaj mesta, kjer se pridobivajo. Torej, folklora, gasilci pa šport, to je za mlade. Kaj pa gospod župan, Društvo kmečkih žena, to obstaja pri vas, je aktivno? Obstaja, to je Društvo kmečkih žena, ki sicer povezano z občinami Kranj, Preddvor in Naklo, to je nekako skupno društvo. To je že nekoliko pogojen iz preteklosti, ko je Kmetijska zadruga Naklo delovala tudi na tem področju. Žal je ta včasih zelo uspešna Kmetijska zadruga zdaj nekoliko usahnila, je še ravno to, da je živa, ampak Društvo kmečkih žena je živo, tudi vedno prisotno pri naših prireditvah. Če se kaj dogaja, brez kmečkih žena nekako ne gre, ker njihove dobrote so nenadomestljive. Ali se slišimo, BS? Se slišimo. Ok, no, evo, vidimo tudi zdaj tukaj Lucijana, pa Meri, ki riše, ki slika, tako slika. Lucijan, a bi ti malo povedal ene 2-3 besede o likovni delavnici? Tukaj sem bil povabljen, da skušam malo pomagati slikarjem. Mogoče in svetujem po mojih izkušnjah. Lucijan je upokojeni profesor na ALU, specialist za kaj že topografijo, se pravi tipografijo, zapisave. Sem pa tudi drugače slikar in tako da iz nekih svojih izkušenj lahko malo svetujem in pomagam tukaj. Pa vidim pa, da ti slikarji lepo napredujejo, skupaj se posvetujemo o teh slikah. Meri, kako si zadovoljna z mentorjem? Ja, jaz ne zdaj mentor, da bi delala najprej proste, prvi plan, drugi plan, to je meni malo neznano. Jaz sem delala tako, pač preveč sem se opirala na realnost, malo viš. In imam zdaj malo težav, kako bom jaz to skupaj spravila, ampak se bom nekaj novega naučila, to bo pa tudi dobro. Mogoče bo pa raka. Ok, hvala. Evo, dajmo še do Rezke, pa Braneta. Rezka, povej ti, kako si ti zadovoljna z današnjimi delavnicami? Ja, jaz sem zadovoljna, iščem, glede mojega slabšega vida, iščem poti, kako bom naprej, to se pravi, tiste natančne stvari počakajo in moram iti vse na večje ploskve in na moja čutenja, da dam to na platno. Ok, hvala. No, jaz se zdaj umikam, grem na drugo delavnico.
Zdaj pa vi pa vprašanje nadaljujte. Hvala za enkrat. Ok, Dušan, hvala lepa za ta intermezzo. Potem pa kar jaz dal vprašanje, najprej tole, kako se imenujete prebivalci Naklega in pa prebivalci Okroglega in prebivalke. Katero ime poimenovanje običajno v uporabi? No, stari Naklanci so se vedno imenovali Naklanci. Se pravi, na akademiji, kjer tale pravopis urejajo, so sklenili, da bodo vse kraje v Sloveniji poimenovali z J. In lektor meni vedno popravi Nakljanec. Tako niso nikoli govorili pri nas, ampak dokler ne bojo kaj spremenili, bo mogel biti v zapisani besedi J. Bo mogel biti. Stara beseda, pa jaz tudi to uporabljam, Naklanc, jaz sem Naklanc, smo pa Naklanci. Okroglo je pa Okroglanci. Čeprav v pravopisu se mi zdi, da je Okroglci ali nekaj takega. Samo nihče ne uporablja tega pri nas Okroglanci, pa Okroglanke, pa Okroglanc je eden. Ker običajno velja pravilo, da to, kako se domačini poimenuje, to je pravilno. To bi naj bilo, ne? Ja, tako ja, samo na tem, ko urejajo tale pravopis, so sklenili, da bodo vse kraje v Sloveniji poimenovali z J. To sem jaz enkrat že vprašal jih in so dali odgovor, da bojo pripravljali novo različico, bojo tudi brez J dali možnost, da se lahko upošteva. Čeprav bo še zmeraj z J, lahko boš pa v knjigi tudi brez J napisal. Ok, hvala. A lahko jaz? Ja. Ok. Izvoli. Evo, jaz se pa zdaj javljam, samo da obrnem kamero. Evo, jaz se pa zdaj javljam tukaj, ko Ifigenija in Tinka imata literarne delavnice. Tinka, kako si zadovoljna? Zelo. Gospo Ifigenijo sem spoznala lansko leto na delavnici, letos smo pa že kar na ti. In se prijetno je v njenem društvu in se učimo sestavljati čisto preprosto obliko, recimo poezije. Vaje delamo. In je prijetno v zunanjem okolju, sicer pa tudi rada ustvarjam na likovnem področju. Moje slike so bolj hitro napravljene, tako da imam čas za vse delavnice. No, pa ti si tudi glasbenica, ne? Tudi rada prepevam, tudi to me zanima. Ja. No, super. Ifigenija, ti si tukaj skoraj domačinka, ne? Si zelo blizu doma. Lahko rečem, da si velika prijateljica slepih in slabovidnih. Včeraj si na otvoritvi, oziroma v sredo na otvoritvi si zrihtala eno gimnazijko iz Kranjske gimnazije, tvojo bivšo, ko je na otvoritvi brala svojo poezijo, zelo lepo in perspektivno pesnico. Zdaj pa ti povej, kako se počutiš tukaj med nami in kaj počenjaš? Ja, to, da me imate za prijateljico, mi je v veliko čast, ker ste sami zanimivi ljudje na svoji delavnici kot taki, pa zdaj le pravkar razpravljajo zelo pomembni stvari in to je v pisanju družinske kronike. Namreč romanov, umetniških, izmišljenih zgodb imamo ogromno vsako leto, medtem ko jaz mislim, in tukaj s tem, ko se strinjava, da je pisanje zgodb navadnih ljudi, resničnih zgodb zelo pomembno, ker sčasoma ljudje ne take svalke, kako drugačne, ampak bomo hoteli izvedeti, kako so živeli v času naših staršev, prastaršev. In te zgodbe, ki jih mi zdaj lahko napišemo, so pravzaprav pričevanja našega časa in smo dolžni to pisati. In zato pisanje poezije je zelo intimno, medtem ko pisanje družinske kronike lahko koristi naslednjim rodovom. Naša poezija je pa bolj nekaj trenutnega in vse generacije so pisale ljubezenske pesmi, mi jih lahko še 100 napišemo. Bolj pomembno je, da napišemo resnične zgodbe naših staršev, babic, mam in tako naprej. Ampak midve sva si izbrali, da popišem tako, pa sva to vajo naredili. Izbrali sva, vsaka je dala 3 besede
In iz teh 3 besed so vsaka napisala eno pesem. Imeli smo zelo težke besede: vino, krogla, življenje, podajanje, veselje, roke. In ena pesem, ki je nastala iz teh besed, je recimo: z veseljem si podajamo življenje iz roke v roko, drug drugemu. Kot čaše vina, ki teče pod kroženje dnevov in noči. To pride iz čistega nič, iz izmišljenih besed. Tako da kot igra je pisanje poezije tudi zelo, zelo zabavno. Pridite na delavnice drugo leto. Hvala. Jaz se umikam, Brane. Hvala lepa, Dušan, še spet za tole. Smo skupaj mi? Ok. Potem, če lahko imam naslednje vprašanje, kako je z gibanjem prebivalstva? Ker če sem prav si zapomnil, je 39 let povprečna starost in to, kolikor vem, je kar precej nižja, kot je povprečna slovenska, ne? Tada je enako bolj mladi kraj. To drži. Bo to gospod župan povedal, več ve. Gospod župan, prosim. Ja, nekaj je na tem, drži. Mislim, da je slovensko povprečje tam okrog 44-45. Je, ne? Je tako. Tudi pri nas, se pravi, je kar nekje, se mi zdi, povprečje otrok nekje po 3 na družino. Tako da imamo tudi družine z 8 otroki, pa nekje povprečje pa tam nekje okrog 3. Se pravi, tudi v šoli je glede na to, koliko je občina velika, imamo kar redno po 3 oddelke, 3 paralelke, tako da smo nekako občina, ki ne izumira, ampak ki raste. Se pravi, da imamo prirastka več, kot je smrti. Pa kar lepo slišati. Ja, se trudimo. Lahko še jaz? Iz forme, ampak mlajši se še trudijo. Se še trudijo, ja. Potem... Lahko, Brane. Ja, izvoli, Dušan. Prav? No, jaz sem tukaj pri fotografski delavnici, evo, tole je Domen Pal, mentor, ki je letos prvič, kot mentor se mora malo matrati, malo se trudi, da tamle osvetli rosto, ali kaj delaš, Domen? Tako je, ja. Eno hecno kompozicijo delamo, rože, klopi, perspektiv, barv. Zdaj mogoče najboljš, da pokažeš. Ja. No, tole, da se vidi, to je Rosana, evo, pa Jošt, ki je iz Naklega, pa Lidija iz Maribora ali iz Pragerskega, iz Maribora, no. Skratka, Domen, kako je delati z slabovidnimi? Super. Ti v glavnem delaš s slabovidnimi, a ne? Jaz imam že izkušnje s tem, ker je moj zelo dober sodelavec, s katerim delam že približno 10, mislim, da več, 13-14 let, ima okvaro vida, se pravi, ima zelo zožen vidni kot in v pol temi praktično ne vidi nič. Je pa on iz tega svojega, iz te ovire, handicapa naredil ne samo največ, kar se da, ampak celo več od tega, kar se da, ker je eden, po mojem mnenju, najboljši fotograf v Sloveniji, kar pa dokazuje tudi njegov komercialni uspeh, ker je eden najdražjih fotografov v Sloveniji. In z njim jaz delam ogromno skupnih projektov, imamo tako neke umetniške projekte kot komercialne. Tam sem z njim prvič naletel na to, kako je delati, kako premagati v bistvu te svoje ovire, te hendikepe. Tukaj, ker delamo, je pa podobno, se temu prilagajamo, ampak jaz nekih ovir nisem. Tole gre zelo lepo, vodil sem že ogromno delavnic in ta se kaj zelo ne razlikuje od tistih. Šli smo na začetku malo čez teorijo, na kratko, potem pa danes pa večinoma bomo fotografirali zunaj, se pravi tukaj kol gradu, šli bomo potem še na Žitno polje, srečo imamo, kjer je toliko sonca. Pokazal sem tudi, kako to je recimo zadeva, ki bodo te udeleženci te delavnice redko prišli v stik in to je delo z studijskimi lučmi, se pravi
simuliramo situacijo, ki nastane v studiu, delamo z 2 studijskimi lučmi in gre pa za to, da pride mogoče malo na okus, občutek, kako to deluje, kako to izgleda. Obenem pa se verjetno veliko naučijo tudi v sami svetlobi, ki pa je pri fotografiji bistveno. Ok, hvala. Še mečken, Rosana, nekaj šklocati, pa tratiti film. Kako je? Veš kaj, jaz sem old fashion, pa sem še mislil, da še smiri film. Povej. Super je. Sem že dobila nekaj znanja, ki ga zdaj nisem imela. Ja, ok, super. Dobrega mentora imamo. No, hvala. Bo dal za pijačo. Jožef je domačin tukaj iz Naklega. Povej, kako se ti zdi tebi? Ja, zelo lepo. Veliko novih stvari sem zvedel, ki jih prej. Zelo napreduje in posebno ta študijska tehnika, ki pa je nama materija manj poznana. Super, hvala. Lidija, kaj pa ti kot videča, kam si se skrila? Ti si pa videča, ne? Kako pa te pomeni to? Veliko. Ti si spremljevalka, ne? Spremljevalka Andreja, ki je pa zdaj pobegnil glasbenikom. v glasbeno delavnico. Hrupnim, najbolj hrupnim, se bo šel zdaj do njih, ja. Lepo imamo, skratka, lepo je tudi okolje in vse. Ok, super, evo, jaz zdaj predajam besedo, Brane, jaz se grem pa glasbenikom. Hvala, Dušan. Smo skupaj, še malo kakšno vprašanje. Jože Zupančič, Brane. Ja, prosim, izvoli. Jaz bi pa, lepo pozdravljeni vsem skupaj, jaz bi pa za gospoda župana, prej sem poslušal, da so interesenti, da bi sprožili javni potniški promet po železnici do Naklega, pa me zanima, koliko ste daleč, ker jaz se rad z vlakom vozim, sem ljubitelj železnice. Vozim se tudi z avtobusom, ampak takrat, kadar je mus, se pa raj peljem z vlakom, tako da me zanima, koliko ste daleč s tem. Ja, to je zdaj trenutno je zadeva v fazi idejnih zasnov. Strani Slovenskih železnic smo dobili obljubo, da nam bodo pripravili idejni projekt, v teh dneh bi mogli to dobiti. Je tudi interes pri njih in sicer ta, da bi bila nekako železniška povezava Naklo-Ljubljana, Naklo-Kranj-Ljubljana, ker tukaj v Naklem nekako gravitira na to območje približno 20.000 ljudi, ker tukaj tudi cela tržiška občina nekako sovpada sem in bi bilo z nekim ustreznim parkiriščem zelo enostavno potem prihajati do Ljubljane. Ker Slovenske železnice imajo nekje tak srednjeročen plan povezati mesto Kranj z Ljubljano z vlakom nekje na 15 minut. S tem, da bi na pol ure vozil vlak Jesenice Kranj-Ljubljana in na pol ure Naklo-Kranj-Ljubljana in nazaj. To bi bila tudi za nas, za Naklo, zanimiva zadeva, glede na to, da vsak dan pripelje približno 8-9 avtobusov v biotehniški center iz vseh koncev Gorenjske, pa tudi z Ljubljane, da je tukaj so odlične gostilne, kot smo že prej rekli, možne kolesarske povezave in take stvari. Zdaj tudi smo dobili neke evropske sredstva za nadgradnjo kolesarskih poti, tako da bi lahko tudi iz širše Slovenije prihajali s kolesi do Nakla z vlakom, potem pa naprej na lastni pogon. To je naša želja, se nam zdi, da bi bil to eden od dodane vrednosti bivanja tukaj pri nas. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod župan. Še mogoče vprašanja? Brane, mogoče lahko še jaz. Izvoli.
Ja, gospod župan, prej je enako spadalo pod občino Kranj. Zdaj, recimo, jaz izhajam tudi iz enega kraja, ki je zdaj samostojna občina, pa je bil prej v okviru večje občine. Pa me zanima, kakšne so te prednosti, recimo, manjšega kraja. V bistvu, po drugi strani je pa to kar finančno draga zadeva, ne? Biti za toliko prebivalcev, recimo nekaj tisoč, samostojna občina. Dajte malo o tem povedati. Ja, zdaj prej, ko je bila kraji občine Naklo, smo bili dejansko sestavni del kranjske občine. To je bila velika občina, ki je imela nekaj 70,000 prebivalcev in mi smo bili seveda nekako severni privesek tega dela. V Naklem nismo imeli niti svoje popolne osnovne šole, naši otroci so hodili v osnovno šolo v Kranj, šolo smo obiskovali v 2 izmenah. Zdaj v tem času, se pravi, naša občina je bila v prvem valu novih občin ustanovljena, se pravi leta 1995. Mi smo že leta 1997 imeli svojo osnovno šolo, popolno športno dvorano. Vmes smo zgradili svoj dom starejših občanov, imamo novo, se pravi, biotehniški center z veliko športno dvorano, kjer je tudi delež lastništva tudi naš. Mi smo v tem času praktično 80–85% občine opremili s kanalizacijo, ki je vodena na centralno čistilno napravo v Kranj. Se pravi, letošnji naš proračun znaša nekaj 7,5 milijonov. Na občini imamo trenutno zaposlenih v upravi skupaj z mano 8 ljudi, ker se mi zdi, da je to ena manjših uprav, glede na število prebivalcev. Imamo svoj režijski obrat, kjer imamo zaposlena 2 delavca, ki skrbita za urejenost teh naših javnih površin. Tako da se mi zdi, da je občina skozi samostojnost veliko pridobila. Imamo knjižnico, imamo, se pravi, zdravstveno ambulanto, vse atribute, ki jih občina ima, smo mi s tem pridobili in jaz bi rekel tudi občanom približati, da lažje živijo tukaj pri nas. Ok, hvala lepa. Dušan, ko si že dvignil roko, je beseda tvoja. Evo. Evo, to so pa najbolj hrupni udeleženci delavnic. Z različnimi inštrumenti ustvarjajo pod vodstvom Lado Jakša. Lado, a te lahko malo zmotimo? Izvoli, Lado, povej, to ni tvoje prvo srečanje s slepimi in slabovidnimi, ne? Je pa prva delavnica, katero delaš. Ja, to je čudovito srečanje v tem krasnem ambientu z krasnimi ljudmi in tako lepo rezoniramo skupaj, da je skratka užitek biti tukaj. Hvala, Lado. Hvala vam vsem. Lado je, če ga ne poznate, Lado je legenda slovenske jazz scene in filma in tako naprej, tako da jaz sem zelo vesel, da sem ga pridobil, da je prišel gor, ne. No, dajmo vprašati malo nekoga. Milan, ti si tudi en konc glasbenika, povej, kako je v tej glasbeni skupini. Ja, predvsem imamo enega dobrega majstra zraven za mentorja, kar je najvažnejše, da se lahko kaj naučimo. In zelo fajn. Delamo že drugi dan in smo veliko izvedeli, veliko skupaj igrali neki in te zadeve in je skratka enkrat. No, v redu. Mitja, ti si še zdajle pridružil oziroma malo prej, povej še kaj ti, no? Ja, sem mislil, da veš, da že, pa ga kar dobro odganjamo, no. Je dobro. Kaj imamo, kaj si rekel? Lepo prosim, tega pa ne klice, dosti ga je bilo. Ja, ampak če se v enem posebnem ritmu zgodi, da potem lahko dež tudi odženemo.
Okay. Andrej, boš še ti kaj rekel? Zanimive vse te stvari, kar so od afriških do tehle afriškega klavirja, recimo, kar še nikoli nisem videl in res zahvala Ladiju za vse to, kar je prinesel. Ok, to je vse iz terena. Lepa, Dušan. Vračamo se v naš studio. Če mogoče kakšno vprašanje, jaz imam še enega pripravljenega. Je kakšno? Če ne bi pa prosil, ker smo že na našem okroglem, če bi lahko še nekaj besed o sami vasi okroglo spregovorili. Jaz se spomnim kar pred precej časa, da sem našel neke materiale, gradiva, zgodovino okroglja in tako dalje. Spomnim se, da so bili včasih zelo znani po predelavi čebule, če se ne motim. Je bilo možno še par besed o lepem okroglju spregovoriti? Ja, lahko jaz povem malo. No, zgodovina okroglega je malo drugačna kakor pa Naklega, čeprav večino časa spada pod Naklo. V starih časih je bilo že poseljeno, preden je bilo priključeno loškim gospodom, pa potem niso naselili nemških ljudi tukaj kakor po Polanski, po Sevški dolini, tako da od nekdaj živijo tu Slovenci, ampak je bilo ob meji, Sava je mejila in so frajzenški škofje to vas, pa še eno že je nad viaduktom Bistrica, če se peljete po avtocesti, pridobili pod svoj je okrožje, no, tako da je bilo potem nekaj časa podložno loškim gospodom, potem se je pa tam v 18. stoletju po preureditvi cerkvenih meja za časa cesarja Jožefa priključilo Naklemu. No, s to čebulo je tako, da so v zadnjem času en kmet oziroma dva sta ali pa še trije iz naklanskega konca pridelujejo tako za Mercator, Spar, pa za vse te vele trgovine, čebulo, krompir in podobne stvari. Prej so bili pa tudi, to je bila kmečka vas po večini, in so tudi že zelo zgodaj dobili svojo cerkvico, zelo majhno na začetku, še danes ni velika, ampak so jo do baročnega časa so jo povečevali. No, potem med drugo svetovno vojno se je pa tudi odvila tudi ena bitka, severno od okroglega je Okroglanska jama, zdaj tudi rečejo partizanska. Po umiku partizanov so bili obkoljeni leta 1942 iz Udinboršta in so se zatekli v to jamo, so bili izdani, no, potem so jih pa obkolili, Nemci pa skušali dobiti iz jame ven, vendar se jih je večina postrelilo, enih par so pa odpeljali v Begunje v zapor. No, v zadnjem času se pa največ kmetov v okolici Naklega ostaja tu na okroglem. Tudi po letu 80 so pridobili dodatne površine za kmetovanje, pa ravno v letošnjem letu spet nekaj gozda sekajo, tako da se celo kmetijstvo malo povečuje v tem delu. Koliko pa ima okroglo hiš pa prebivalcev? To što vam ne bi vedel povedati, ampak tam kakšnih 30-40 sigurno, od tega je kakšnih 10 kmetij še. No, če še povem o cerkvi, cerkev je pa posvečena Mariji Magdaleni in imajo julija semenj ali žegnanje. Damjan, a lahko eno vprašanje? Ja. Kaj pa, a imajo prebivalci Okroglega kaj težav z Elesom oziroma s temi daljnovodi, ki so tam gor napeljani? Ja, da bi jaz slišal, niti ne. Samo, a ne, to so bili prej niže dol, potem je Merkur pozidal, pa so jih prestavili gor na to planoto. To je že kakšnih 40 metrov dvignjena nad Naklim. Naklje pa pravzaprav, če to vam lahko povem, stoji v stari savski strugi. Pred 10.000 leti, ob koncu zadnje ledene dobe, je skozi Naklo tekla Sava. No, potem se je pa s peskom ta del zgleda, da ni bil tako strm, zatrpal in se je preusmerila v današnjo strugo.
Hvala. Ja, hvala. V redu, zdaj sem se jaz vrnil. Brane. Sam tole, da še zaključim to misel. Ja, se bomo počasi končali, ja. Ja, da sam sem bil prvič na okroglem pred cirka 50 leti, takrat je bila še zelo majhna vasica in se v teh letih zelo posodobila, polepšala in tako dalje. Tako da je bistvena razlika, nove hiše prenovljene in tako dalje. Po obsegu pa mislim, da ni kaj veliko večji. V redu. Janez, če bo ti kaj povedal, ti že tudi leta hodiš gor, ne, na okroglo. Moja služba zaključena, pa Anina, ne? Ja, v redu. Boš dobil del mojega honorarja. Ok. Hvala. Jaz bi samo to rekel, da hvala vsem udeležencem, ki se vsako leto udeležujejo v te naše delavnice, ki se organizirajo. Sicer so vabljeni vsi slepi in pa slabovidni, ki želijo se predstaviti, kot sem že v začetku rekel. Seveda pa pri teh stvarih pa rabimo, kot smo danes tudi ugotovili, neke zunanje sodelavce, ki pa res pristopijo svojim srcem in dušo. Hvala lepa. No, tako. Damjan še bo nekaj povedal za konec. Jaz bi se pa poslovil s našim cesarjem, Francem Jožefom, ki smo ga ujeli ravno pri jedi kranjske klobase. No, to je pa naredila naša predsednica Alojzija Murn, predsednica Kulturnega društva Lik, na Pansko končnico, potem smo pa dali še natiskati kot razglednico. No, evo, bom malo obrnil k sebi, takole. Ja, kaj ne rečem, danes popoldan imamo, se pravi, Voglarja, posadili bomo drevo bobovc, upam, da bo to lepo uspevalo, da bo to ena kulturna jabolka. To so jabolka, ki so dolgotrajna, trpežna, stara sorta, tako kot je stara sorta kultura in tako kot je tudi slepi in slabovidni se že leta ukvarjajo s kulturo in tukaj bi jaz končal, ker obveznosti kličejo naprej. In jaz upam, da bo v prihodnje bomo še naprej sodelovali z občino Naklo in da bomo imeli tako podporo kot do zdaj z gospodom županom. Gospod Ivan Meglič, zadnja beseda zaključna je pa vaša. Ja, hvala vam za vabilo. Moram reči, da je bilo prijetno z vami. Mi smo imeli letos tudi v kulturnem prazniku nekaj podobnega, kot je tole danes, in to je bila tema ali pa naslov te zgodbe je bil Človek ne živi samo od kruha. Se pravi, da kultura nas nekako povzdiguje, kultura nas krepi, kultura nas nenazadnje združuje. Jaz vam želim kar se da prijetno bivanje v naših krajih, da se res počutite tako, kakor si najbolj lahko želite. In seveda, ko boste odhajali domov v svoje kraje, v svoje hiše, da poveste, kako je v Naklem lepo in da se tudi vaši bližji in daljni prijatelji vračajo v naš kraj. Hvala vsem skupaj. No, in se potem, mi z gospodom Županom se vidiva danes popoldan, mi se pa vidimo naslednji teden na Zoom kavici. To pa že lahko povem, da bomo se pogovarjali z Sonjo Pungartnik ob izidu njene prve knjige. Mislim, da bo tudi to ena prijetna in zanimiva kavica. Hvala. Napisala knjigo. Sonja Pungartnik je napisala knjigo in je pri Mohorjevi družbi Celovcu išla zelo pred kratkim in drug teden se pogovarjamo, se jaz pogovarjam z njo. Bravo, odlično. Družbo, fajn se imejte. Adijo. Srečno, adijo. Adijo. Adijo.